Zakaj mi zdaj smo? Pa se slišimo, pa se vidimo. Zato nas Bog izgovarja, pa se mi zdi. Mi smo zato, ker nas Božja beseda izgovarja, ker nas želi imeti. To se mi zdi je prvo, no? Naprej sem tam. Bog nas želi zdaj tukaj imeti, zato nas izgovarja, nas ustvarja svojo besedo. Zdaj, naslednji korak je pa zakaj? Vemo, da sta Adam pa Eva imela težave, da sta nehala slišati njega, ki izgovarja, da sta začela verjeti eno drugo besedo, da je Bog hudoben, da slabo hoče, da se je treba mimo njega zdaj iti boljše od njega. To je bila ta zgodba, ne? Adama pa Eve. Podobne težave imamo mi. Se pravi, Bog nas izgovarja, mi pa živimo, kot da ga ni in da nas ne izgovarja. Vso kulturo zahodno smo postavili na to, da si sami dajemo smisel, kot da se mi izgovarjamo, kot da smo mi središče, da imamo mi nadzor, da se vse okoli nas vrti, da smo mi glavni, da je vse naše. Pa ni res, ne. Rabimo veliko trpljenja, da bomo videli, da ni, da vidimo, da ni. Torej, Gospod nas izgovarja. Zdaj imamo pa tukaj, mi pa nič več ne živimo iz tega, da nas izgovarja, da nas želi, hrepeni, da nam je naklonjen, da smo dragoceni, da nas sprejema. To zdaj dela. Za vsega. Tudi tistega, ki nič ne verjame, ki se drogira, ki pobija, ki laže, ki krade, ki goljufa, ki podira vse to, kar Bog izgovarja. To je zdaj dejstvo, ta hip. Pa imamo pa tukaj besedo, ki so jo rodovi odkrivali tudi po Adamu, ki me v težave odgovarjati Gospodu na ustvarjalno besedo. Nič več ne odgovarja. Ima probleme z Evo, ima probleme z naravo, ima probleme z živalmi, ima probleme z vsem. Zdaj, Gospod ga po tej besedi, ki jo je pisal po teh možeh in ženah, rodovih, prerokih, pa raznih, ne, predvsem po svojem duhu, da je prebudil te ljudi, da so spet razumeli, da nas ustvarja zdajle, da nas sprejema, da nam je naklonjen, da smo mu dragoceni. In ta beseda, ki beremo, dejansko samo to izraža, vedno znova nam to pove, da bi si mi spet upali slišati Gospoda, ki nas zdaj izgovarja, zato, da bi se nam podaril. Podarja se pa po vsem, kar je, po vsem. Tudi po zlu, ki ga delamo. Ker delamo ga zato, ker nas on izgovarja. Če nas ne bi izgovarjal, ga ne bi mogli delati, ker nas ne bi bilo. Ampak tudi potem se nam podarja. Da bi tudi v največjem zlu smrti Kristus postane greh, da bi tudi tam lahko z njim spregovorili, da bi slišali, da nas izgovarja, da nas nagovarja, da nas vabi, da nas sprejema, da nam je naklonjen, da nas ceni, da nas spoštuje. Tudi tam, ko se zavržemo. Torej, izgovarja, hrepeni po našem odgovoru, izgovarja pa zato, da bi mi odgovorili in sprejeli, da nam je vse podarjeno v njem in po njem. To zdaj se mi zdi temelj. To besedo beremo zato, da bi bili sposobni spet prepoznati, po čem vse se nam podarja. Če gledamo Abrahamovo zgodbo, vse, kar je bilo v njej slabega, pa dobrega, pa kako je Gospod, to je tudi za nas, ne, da nam pove, kako tudi nas išče. Pa vse druge, ne. Pa v vojni, pa v neumnosti, pa vsem, kar je tega. Da bi se nam podaril. Da bi ja prepoznali stvarstvo v tem, kar smo, da nam je vse podrejeno. Da bi si upali odgovorni to. Da bi postali njegovi sogovorniki in sodelavci, ali pa če hočete klasično sinovi in hčere,
pa brati in sestri. Zato je vse ustvarjeno. Znotraj tega so pa vojne, ker tega ne verjamemo in ne odgovarjamo. Je pa uničevanje stvarstva, ker ne odgovarjamo več, ne verjamemo več. Smo izgubili zgodbo, v kateri nas je Bog postavil in povabil, da bi se nam dal. Mi te zgodbe nič več ne vemo. Ta slavni humanizem brez srca in vere naredi človeka zverino, ki nič več ne očigava, je kam gre in zakaj tle. Nič več, pa je tako razsvetljena, da lahko ne atomsko bombo naredi, pa z njo še tisto pokonča, kar je ostalo. Se pravi, Gospod nas caga, imamo besedo, ki nas zdaj vabi nazaj, da prepoznamo, kaj dela. Pa da sprejmemo, da nas zdajle sprejema, da nam je zdajle naklonjen, da nas zdajle spoštuje, pa gajše, da smo dragoceni. Zdajle, ta hip. Jezus je kot otrok prišel, da nam to spet pokaže, da bi si upali videti. Pa imamo vse otroke, ki se rodijo spet zato, da bi spet razumeli Božjo govorico, da bi si upali sprejeti. Pa za trenutek spreješ, pa se pa spet zapreš, pa greš v trdoto, bogatstvo, čast in oblast, pa komovčost. Spet. Ne bi rekel, ta boj ne neha, ampak Bog ne neha. Beseda, spet beseda, polna njegovega duha. Da me oživi, da bi si bo odgovoriti, da bi lahko odgovoril. Da bi se lahko zahvalil, Gospod, hvala ti, ker si me postavil to zgodbo v tem stoletju tukaj, da bi se tudi meni podaril. Pa da bi mene vsem podaril, ki so tukaj. Tako jaz razumem človečenje. Zdaj, ena preprosta stvar, ko beremo Božjo besedo, se mi zdi, pa bom s tem končal, je pa ta, v katero nas Božja beseda vabi. Po vsej besedi, še posebej po Jezu, kaže to, kako nas sprejema, spoštuje, smo dragoceni, nam je naklonjen. Zdaj, če mi hočemo njega razumeti pa živeti, smo potem povabljeni v isto držo. Ko beremo to besedo, dejstvo je, da nikdar ga ne bomo razumeli v celoti pa vse. Sprejemamo jo pa lahko vedno. On nas zdaj sprejema, tudi razume. Mi sebe ne razumemo, pa se tudi ne sprejemamo v celoti, ampak on nas sprejema. Zdaj, če hočemo njegovo besede razumeti, v kaj smo povabljeni, da ga sprejemamo, njega, ki po tej besedi govori, da bi nas oživil, da bi prepoznali, da pa njegovo hrepenenje po našem odgovoru, pa da bi ga sprejeli. Se pravi, prva drža, ki smo povabljeni, je, da ga sprejemamo. Ne, da razumemo besedo, ampak da ga sprejemamo njega, ki v tej besedi govori. Čisto prosto sprejemamo. Gospod, jaz te sprejemam, pa čist nič ne razumem to, kar sem zdaj slišal, ko smo prebrali. Ampak vem, da po tej besedi govoriš ti, ki me ustvarjaš, da bi v meni prebudil sposobnost, da ti odgovorim. Da si bom upal te reči, ja, bohlončkaj, vesel sem. Res je lepo. Isto dela z mano kot z Marijo, pa z Elizabeto, pa z Zaharijem, pa z vsemi temi tipi, Samsonom, Davidom. Se trudiš do neskončnosti. V tej moji zgodovini, pa s to gospodarsko krizo, pa s temi politiki, pa s temi šampabrijami, pa z vsem tanki, pa kako pa. Ampak Gospod ima zdaj ta besedo, pa mi sem dobro, da jo sprejmem, da sprejmem njega, ki stoji za njo, vse drugo bo on naredil. Da sprejmem njegovo spoštovanje. Se pravi, Gospod, tudi jaz želim tebe spoštovati v tej besedi, zato jo želim brati spoštovanjem. Daj mi tvojega duha, nauči me spoštovanja tebe, ki govoriš o tej besedi. To prosim. Potem bomo začeli razumevati. Pa naslednja. Naklonjenosti. Jasno, ti si mi naklonjen neskončno. Jaz hudiču verjamem, pa doživljam sovraštvo do sebe, do drugih in do tebe. Nobene naklonjenosti nikjer, zato te ne moram slišati, zato ti ne zaupam, zato te sploh srca ne moram odpreti, sem zabarikadiral svoje zidove, sem mrtev znotraj svojih strahov. Prosim, Gospod, daj me tvojega duha, nauči me naklonjenosti do tebe, tako kot si ti mene naklonjen. S to naklonjenostjo želim poslušati tvojo besedo.
pol me bo spet oživela, bom spet začel zaradi tega prepoznavati njega, ki me izgovarja in me vabi, da odgovorim. Da sodelujem vsaj malo, 5 minut na dan za začetek, ali pa 2, ali pa pol sekunde, pa pol kaj to penzime, kar več. Ampak ne bo scagal zaradi tega, ne bo scagal. Ne scaga, sploh ne scaga, kje? Ne scaga, on je 100% v sprejemanju, v spoštovanju, v naklonjenosti, v izročitvi. Zato, če čem razumeti, oziroma Božja beseda, mora najprej njega sprejeti, ki jo govori. Prosim, da bi ga spoštoval, da ne verjel hudičev, ki ga zaničuje, Gospoda. Pa za naklonjenost prosim Svetega Duha. Pol vse drugo dela sam. Dela Božja beseda ta sama, ne rabim ničesar več. Sem to, prosim, ni treba drugega. Drugo vse on naredi, ki me zdaj ustvarja, ki nas ustvarja. Tudi vse tiste, ki podiramo to, kar on ustvarja. On ustvarja še vedno. In hrpeni po odgovoru, nič drugega ne rabi.